Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. 31. januar je tisti dan, ko naj bi ga preživeli tudi kadilci brez cigarete. Cigareta so tista, ki resnično sploh v sodobnem času vsebujejo nešteto kemikalij, ki zelo negativno vplivajo na nas. To verjetno vemo. Mogoče se ne zavedamo toliko, kako škodljive so tudi vse te nove metode z elektronskimi cigareti in drugimi možnimi pripravki. Dejstvo pa je, da eno cigareto pokuri veliko C-vitamina iz našega telesa, torej vsaj 100 mg, in C-vitamin ni nekaj, kar nastaja v naše telo samo po sebi, kakor recimo pri kozah, ampak je C-vitamin treba dodajati. Zato vas danes spodbujamo, če ste kadilci, torej da zaužijete več C-vitamina, kot sicer, kajti pokurite ga prav tako več. V nadaljevanju pa še kakšna dobra zadeva, no na spletni strani pa tudi e-priročnik Naravna podpora ob prenehanju kajenja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Danes pa tema, ki verjamem, da bo za marsikoga izjemnega pomena, namreč kdo še ni nikoli imel težav s hrbtom ali pa kdaj začutil kakšne bolečine, morda samo kdaj bil utrujen po službi ali pa v službi, torej na delovnem mestu, pa se začneš malo masirati, pa se malo začneš prepogibati, ker te nekaj moti, pa te malo boli pa tako naprej. Torej danes bomo iskali rešitve, kako se torej znebiti bolečin v hrbtu. Zdaj, ker sama seveda na tem področju nimam izkušenj, jih pa ima torej diplomirana kineziologinja in pa fiziatrinja gospa Sonja Valentina Tomazin, ki je že z nami preko Skypa. Lepo pozdravljena. Hvala lepa, dobro jutro, dober dan vsem. Tukaj za nas v Argentini dobro jutro. Ja, Sonja, poklicali smo vas, ker vemo, da ste vi prava strokovnjakinja, torej ko gre za hrbet in predvsem za odpravo bolečin. In zdaj, če kar začneva, katere so pravzaprav tiste majhne spremembe, ki jih lahko posamezniki recimo v vsakdanjem življenju naredimo, da se izognemo tem bolečinam? Mislim, da je več stvari, ki lahko naredimo, da smo lahko v tem smislu protagonisti, ne? Da lahko nekaj naredimo, ne da čakamo zmeraj, kdaj bomo šli k zdravniku. Nekaj lahko zmeraj prej naredimo, da ali olajšamo bolečine ali pa da preprečimo, da sploh pridejo. Mislim, da je treba jeti hrbtenici po ta prijazni plati. Tisto, kar moramo vedeti, kaj hrbtenici ugaja. Tako da se bo dobro počutila. Mislim, da kar je všeč, da se vedno miga, da ne ostane predolgo časa na statičnih položajih, preveč časa pri miru. In to se danes dogaja veliko, ker ljudje delajo veliko na računalnikih in še posebno zdaj, ker ta pandemija nas je primorala, da smo velikokrat ostali doma delati in v malih prostorih včasih, in dolgo časa sede pri računalnikih in to doprinaša veliko težav, bolečin, glavobolov, različnih takih simptom. Tako da ta prvo, kar bi jaz naučila ljudi, je vedeti, da je treba pogosto zamenjati položaje, pogosto se zamenjati. Če smo sedeli, saj malo vstati, če dolgo časa stojimo, se malo usedemo, zamenjati položaje. In vsake tog časa narediti kakšen poseben gib. To bi ta prvo, kar bi naučila ljudi. Ne preveč časa biti pri miru. A to so pravzaprav, Sonja, govorite že o kompenzacijskih vajah? Tudi. Jaz bi, naprimer, najprej bi rekla, da moramo skušati imeti čim bolj naravnane položaje, medtem ko sedimo. Ta prvo to, čim bolj naravnane. To se pravi, da če je treba pri računalniku imeti kakšne pripomočke, kot naprimer ena tako stojalo za računalnik ali morda kakšne blazince, take posebne blazince, ki se včasih dajo takole na sedež, ki pomagajo, da se naše krivulje tako kot naslonijo lepo. Vse take stvari pomagajo, da smo lahko malo bolj naravnani, medtem ko sedimo, naprimer sedimo, lahko so to drugi slučaji. Potem pa je treba vedeti to, da vsake tog časa se moramo vstati in moramo narediti to kompenzacijsko vajo ali pa mig,
ne? Če smo sedeli, moramo vstati, če vstanemo, lahko tudi kakšno vajo naredimo tako, da se fino nategnemo nazaj. In tako, če smo z glavo bili pri miru, jo tudi malo migati, kakšne posebne vaje imam tudi, ki lahko naučim, ampak v glavnem to, da se naredi glih obratno, kar smo v tistem položaju, kot smo bili, ne? To bi bilo ta prvo, kar bi se prosilo. Kaj pa, Sonja, ko govorimo o spanju, ne? Zdaj slišala sem že, da pomaga, če si damo vzglavnik na določena mesta, ne, ali je to med kolena, ali kako priporočate, mogoče med lopatice, kaj priporočate? Velikrat je problem bolečin rektifikacija v vratu, ne? Da je preveč stegnjena, ko bi mogla imeti malo krivuljo, ne? Včasih z kakšno blazinco lahko to pripomoramo, ne? Kakšna taka blazinca, ali pa vsaj, da naredimo takole, da malo zavijemo eno brisačko in jo takole naslonimo, glih tam, ki je krivulja v vratu, ko se uležemo, ne? Vsaj ta prvih, ne vem, 15 minut, 10 minut, ko se uležemo, da se vsaj tist del hrbtenic, tist del vratu se lepo nasloni, da bo tista krivulja kot naslonjena in tisto bo mišice malo razbremenilo. Potem pa tisto je morda za včasih za enih 10-15 minut, ne, da takole leži s tisto blazinco okroglo, tako. Potem pa, ko bo pa že zaspal, pa je važno, da tista blazina, ko imamo, da nas vsaj ima z glavo in hrbtom v isti liniji, ne, to je važno, ne, da preveč pade nazaj ali pa preveč naprej, to bi bilo, da bi bila prevelika, previsoka blazina. To se pravi, da je treba biti poravnan, ne, da tista blazina ima glavo in hrbet v isti liniji. Tisto bi bilo tudi tako, če smo znak tako na hrbtu ali pa če smo tako na eni strani. Super. Vi ste napisala tudi knjigo Adijo, torej bolečina v hrbtu, pa me zanima, a v tej knjigi najdemo tudi prav konkretne vaje, lahko mogoče tudi kakšno pokažete, da bodo gledalci lahko zdajle pred ekrani mogoče kakšno tudi poskusili? Lahko. Ja, ta knjiga je bila napisana z veliko ljubeznijo do mojih pacientov, ne. Jaz delam v zasebni ordinaciji tale moment s takimi ljudmi, ki jih hrbet boli, vrat, imajo različne bolečine v sklepih, delam ene sorte osteopatijo, ne, ampak zelo važno je, da jih naučimo, kaj delati potem doma, ker največji del njegovega življenja je tako v službi, doma in jih je treba naučiti, kako kakšne posebne, kakšne dobre navade, ne, za vsakdanjem življenju. In ta knjiga je bila napisana ravno zato, da naučim moje paciente in vse tiste ljudi, ki jih boli hrbtenica, kaj narediti, ko jih kaj boli. To se pravi, da so vaje, so nasveti, so zdrave navade, različna sredstva, kaj lahko naredijo v tistem trenutku, ko jih kaj boli, ali pa kako lahko, naprimer v hiši ali pa v službi, kako lahko preuredijo stvari, da bojo lahko uporabljali bolj poravnane drže, ne? To se pravi, da ima veliko nasvetov za ljudi. Je ta knjiga narejena za enostavne ljudi, ki imamo vsakdanje probleme, ne za zdravnik. Ja. Torej, zdaj, če greva najprej na, recimo, rekli ste konkretne vaje. Zdaj, ena izmed stvari, ki mora štimati verjetno, ne, je pravilna drža. Pravilna drža, ja. Ena je to, pravilna drža, skuša, da je glava in hrbtenica v isti liniji, ne. Po vsej možnosti skuša tako, ne da nas kompjuter, ne da nas računalnik tako primora, da gremo naprej. Moramo nekaj narediti, da bo to v liniji, ne, da če imamo eno tako stojalo za računalnik in je treba, je zelo važno, da je zgornji del računalnika ali ekran, ne? Ekrana v isti liniji kot oči, ne, zgornji del v isti liniji kot oči. Če vidimo, da je naš ekran malo prenizek, pa lahko dobimo kakšno tako sredstvo, da vzigne, ne, pri nas rečemo atril, je pa lahko tak stojalo, ne, ki malo te vzigni, da vidiš, da je v isti liniji. Tisto bo pomagalo, da smo lahko malo bolj naravnani. To pa še ni zadost. Je treba vedeti, da je
treba zamenjati položaje. Ne? Vsake pol ure, 40 minut moramo zamenjati. Če smo bili pri miru, moramo malo migati z glavo. Ne? Migati, zdaj bom naučila kakšno posebno vajo, da bo olajšalo ramene pa razbremenilo. Ne? In tudi je zelo važno za oči. Ne? Zelo, zelo važno. Tukaj pokažem eno tako stojalo, ki se lahko uporabi za računalnike, za notebook. Ne? In to, če takole naslonimo na mizo, lahko pripomore, da je tisti ekran v višini, višje v višini očeh. To se pravi, da prvo se moramo pripraviti prostor tako, da nam bo pomagalo, da smo poravnani. Potem pa vedeti, da vsake 40 minut lahko se zmigamo tako in kakšno vajo naredimo v obratni poziciji, kot smo prej bili. No, kaj to recimo? Boste pokazala kakšno vajo? Kaj bi lahko? Naprimer, če smo dolgo časa sedeli, bi morali vstati, bom zdaj pokazala, in takole se prijemo tukaj zadaj. Torej za križ. Na križ in nategnemo nazaj. Tako, enih 10krat nazaj. Se vidi takole? Se vidi, ja. Se vidi, dobro. 10krat takole gremo nazaj in naprej. Nazaj in naprej, ker sede pomeni, da je eden takole v fleksiji. Zdaj moramo pa 10krat narediti takole. Nategniti nazaj. To se pravi ravno obratno, kot smo bili. In torej vsako uro recimo ponavljamo, če smo v službi, ne? Ja. In če ne drugega, pa vsaj vstanemo, gremo iskat en kozarec vode, gremo s kjerkoli namenom, vstanemo pa par korakov naredimo vsaj tam po tisti sobi, kjer smo. Že to pomaga, te male stvari, te mali detalji pomagajo in naredijo različico, da bo eden končal dan z veliko več energije. Če eden se miga in če eden ta prav moment naredi eno kompenzacijsko vajo ali eno aktivno tako pauzo, bo to potem se konc dneva, ki konča dan, se bomo počutili čisto drugačni, kot da bi cel dan sedeli. Potem, kaj lahko naredimo, ko čutimo takole obremenitev v vratu? Ta vrat, ja. To imamo vsi, to je danes velik problem za vse. To se pravi, kadar že nekaj čutimo takole v vratu, da je malo tesno in obremenjeno, lahko takole prvo zmasiramo malo z roko, lahko, če gremo noter na kožo, damo še boljši. Jaz bom pokazala tukaj, da se vidi, da bolj naredimo eno veliko masažo, tako kar z roko, kar celo roko. Takole. Kako to paše? Vide, ja. In tole je, kar sam lahko naredi, ker takole čuti tisto obremenitev. Potem pa pritisne močno, pritisne in drži pritisnjeno. Medtem ko glavo stegnemo na obratno stran in gremo nazaj v sredo. Vdihnemo, izdihnemo in stegnemo. Ja, tako. In spet stegnemo in gremo nazaj. Tako, medtem pa lahko dihamo. To se pravi, medtem, ko tako pritiskamo in držimo pritisnjeno, nategnemo in gremo nazaj. Tako večkrat. Potem pa gremo tudi takole diagonalno, ene 5krat, in potem pa naredimo kroge. Ja, takole velike kroge. In tako bomo čutili, da se tele mišice kar nategujejo, Tako, potem pa še ene kroge iz ramo, medtem, ko pritiskamo. Tako, to bi bilo za ta del. Potem malo tako razbremenimo roko, ki se je tudi malo ostala pritisnjena, tako. In bomo že s tem, samo s tem že čutimo, da se tale del kar olajša. Še čutimo lahko, da je tale rama zdaj nižja kot ta druga. Zato potem je treba isto narediti na ta drugi stran. In tako, malo masaže, malo pritisnemo in potem nategovati po ene 5krat vsako pozicijo. To takoj razbremeni in je že nekaj, ki lahko pomaga, da pride kisik v tiste mišice, ki so včasih tako napete. Sonja, kaj pa križ? Zelo veliko ljudi ima težave s križem, nekateri celo že kronične. Kaj v bistvu nam lahko prepreči, torej, da se pojavijo bolečine v križu?
Da se pojavijo, naprimer, v križu je tudi zelo važno, da ne sedimo predolgo časa. Tu za križ je to važno. In, naprimer, tisto blazinico, ki sem zdaj pokazala, taka blazinica bi bila zelo, zelo priporočljiva, ne? Takole, to je ena tak polkrog, ne? Ki nam bo naša krivulja se bo lepo naslonila in že tole, da tiste ljudi, ki sedijo dolg časa, naprimer v pisarnah, pomaga, da se nasloni komod. In potem je treba delati tisto vajo, ki sem prej pokazala, nategniti nazaj. In potem pa skušati, da v tednu vsaj lahko gremo malo hoditi ali delati kakšne sorte telovadbo ali kakšen šport, da se tudi mišice, trebušne mišice, ki zmeraj pomagajo, da se ne pride do te lumbalgije, da so aktivirane, ne? Da jim je treba v tednu delati kakšno telovadbo in to bo veliko pomagalo. Ja, brez telovadbe ne gre, ne? Ne, brez telovadbe ne gre. Se mi zdi, da je dobra kondicija zelo važna. Poleg tega, kar delamo med dnevom, dobra kondicija, da vsaj zberemo vsaj minimalno 2 dni, pa gremo delati kakšno telovadbo, kaj, ki nam je všeč. To je važno, ne? Da nam zbere nekaj, kar mu paše, ker tudi potem te razbremeni tudi mentalno in psihično in tudi po tisti strani pomaga. Ok, Sonja, bomo rekli še kakšno temo psihosomatski izvor bolečin, torej. Kaj se s tem dogaja? Danes se veliko tega vidi. Čustva, ne? Ja, čustva in ta pandemija je na en način preuredila, ne, lestvico vrednot celega človeštva in se mi zdi, da je tudi povzročila veliko, najprej to, ne, ta občutek krhkosti in ta občutek strahu, ne, ki se je to pojavilo, se mi zdi, po celem svetu, je tudi naredilo, da so ljudje mehko bolj tesni in to smo vsaj pri nas zelo opažamo to v ordinacijah, kako ljudje pridejo, jih bolijo mišice, hrbtenica, glavoboli in velikrat imajo izvir kako psihični kot kakšen strah, kakšen poseben strah. In dobro, to se tudi občuti na kostomišičnem sistemu, ne? To se pravi, da mišice se obremenijo tudi zaradi tega. In bueno, fizioterapeuti moramo pri tem to vedeti in moramo tudi pomagati, jih malo tako voditi, ne samo delati vaje, temveč dobiti kaj takega, da bojo ljudje tudi veseli, da se bojo pojavili, pa uspešili tiste neurotransmizori, ki nam prinaša veselje, nam prinaša tako dobro počutje po tisti strani, ne? To se pravi, jaz menem izkušam tako voditi, da ne ljudje tudi delajo poleg službe pa to, kakšne take dejavnosti flow mi rečemo, ne? Ki so take dejavnosti, ki vsak rad dela in tiste dejavnosti, kjer uživa, kjer ti čas kar teče, sploh se ne zavedaš, da je čas minil. In tisto te razbremeni glavo in take stvari si moramo tudi pripraviti v življenju, da imamo kakšen trenutek tak kompenzativski v tem smislu. To se pravi, da smo ena celota, ne? Je zelo važno, da se tako v tem smislu tudi mi delamo naše terapije, ne? No, superca. Povejte mi, kakšno je pa vaše mnenje o sintetičnih analgetikih, torej pri lajšanju tovrstnih bolečin? Sintetičnih. Se pravi, izognemo, ne? Kako je s tem? Ja, jaz da prvo naučim, da so kakšne naravne stvari, ki mi lahko prej uporabimo, ne? Jaz mislim, da kadar boli hrbtenica, kadar je kakšno vnetje, ne? In se zrajdamo, da je vnetje, ki je ena točka, ki tam boli, zelo boli, ne? Naprimer, ena točka takole v križu ali ena točka, tako prav posebna točka, ki nas boli, tisto verjetno je eno vnetje kakšnega živca. Takrat je pomembno, da damo malo mraza gor, ne? Malo ledu ali kaj zelo mrzlega na tisto točko enih 10 minut. Tisto bi jaz svetovala. Če je tako splošna, da nas boli kar cel telo ali pa da nas vse mišice tako okrog vratu bolijo, dobro, ena
topel tuš, da gremo pod vodo in se malo ostanemo pod vročo vodo, bo tudi pomagalo. In te so naravne stvari, mraz, toplota, lahko tudi kakšen čaj, ginger, ne? Ginger čaj je, ali pa kurkum, to so protivnetne sredstva, ne? Protivnetna sredstva. To se pravi, da take stvari po tisti strani tudi lahko gremo, ne? In najprej skušamo to, kakšno vajo, pa take protivnetna sredstva. Ampak bolečina ponavadi mora biti kot ena alarma naša. Alarm, tako, ne smemo torej tega ignorirati, ne? Ja, ne smemo ignorirati, zato ni stvar, da damo popijemo ena zdravila in rečemo, no, pozabimo. V resnici se moramo vprašati, zakaj nas boli, ne? Morda smo delali nekaj, kar hrbtenici ni pasalo, ni ugajalo. Torej, treba najti vzrok in predvsem se držati preventive, kot ste omenila, torej tudi s pomočjo vaje, tako. Ja, tako. V redu, Sonja, najlepša hvala seveda za vse vaše odgovore. Dobili smo res kar nekaj čudovitih idej, kako si lahko torej sami lajšamo bolečino oziroma jih preprečimo. Naj povem seveda, da je pokrovitelj oddaje Kurkumin, torej vrhunska naravna pomoč pri blaženju torej vseh vrst bolečin. Hvala lepa in lepo se imejte. Hvala lepa vam, s Bogom.